Go. Nov predložek. Kasalo, obramba Vidoška. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Med premorom smo se udeležili prvega letošnjega Sportotoka s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom ter ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom. Imamo primere v Evropski uniji, ki so mnogo bolj ugodni in mi smo enostavno nekako reči, vse to vi veste, ki sprejemate šport. V Ajdovščini nas bosta gostila Matic Zavnik in Nik Jermol. Matic preseneti dostkrat s kakšno družabno igro, ki je izven okvirja normalnosti. Pospremili bomo slovo Alberta Riere od Celja in Prve lige Telemach. V Golgeter izzivu Pod prečko pa se bomo odpravili v Radomlje. Treniraj kot profesionalec in izboljšaj svojo igro s treningi v inovativnem nogometnem simulatorju Soccerbot 360. Samo v Multisport Areni v Rogozi. Predvsem po mojem je naš interes, ker smo dobri, da zadržimo naše. Jaz moram reči, da minister je tukaj ogromno naredil. Jaz sem pogosto kritičen, pa preveč kritičen politike, ampak tukaj pa ne morem jo še znač očitati. Jaz mislim, da se je zelo trudil, ampak potrebno je še malo več političnega konsenza verjetno v okviru vlade, da se pride do boljših rešitev. Ampak mi imamo primere v Evropski uniji, ki so mnogo bolj ugodni in mi smo enostavno nekako reči, vse to vi veste, ki sprejemate šport. Prvo moramo mi sami narediti, kar lahko država naredi za slovenski šport, ker ko slovenski navijač vidi dober rezultat, ta rezultat se naredi samo od sebe, ampak se naredi zaradi enega konstantnega dobrega dela, tudi nekega financiranja. Ja, rekel mi je predsednik Celja, da 500 000 evrov neto plača nogometaša v Celju je preko milijon, stane preko milijon na Poljskem pa 600 000. To pač dejstvo, vedno lahko veste, kam bo igralec človek. Da bi ta šport lahko še bolj razvili, da bi mogoče še kdaj pa obdržali ali pa imeli kakega novega Dončića ali pa kakega novega Pogačarja, kar bo seveda težko. Mi moramo klubski šport zdaj podpreti, lahko ga podpremo samo z davčnim prestrukturiranjem, bom rekel, našega sistema. Ko ste pa prej rekel, koliko mi vračamo v klubskem nogometu 93,5% nazaj klub. Vse skupaj UEFA pa vrača 97%, vseh sredstev pa imamo blizu 7 milijard letnega prometa nazaj v nogomet. Zdaj,
Jaz verjamem, da je nogomet nekaj posebnega in da v drugih športih ne bi bilo to denarja. Ampak da so pa take razlike ali pa da košarkarska reprezentanca Slovenije ne postane evropski prvak, pa ne dobi niti enega evra, je pa za mene sramotno. Po moje imamo dovolj slovenske stroke, da bi lahko imel slovensko predstavitev. Dovolj kvalitetno. Kdo je največji šalivec v vaši ekipi? Ti bi bil. Jaz bi rekel pa Mirko. Tudi Mirko, ja bi. Tudi Mirko, ja je tam. Kdo največkrat zamudi na trening? Ljubljana. Ljubljana, Ima svoj avto, pa zaradi gužve največkrat on. In pride prav izgovor. Ne, trenerji pridejo že dosti prej. Kateri soigralec bi bil najboljši trener? Haris Dedić. Ja, on ima tako žilico. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Matec bi bil učitelj v vrtcu. Jaz sem pa pozabil, kaj sem rekel zate. Verjetno bi bil kakšen animator otroški. Okay. Ali pa prodajalec družabnih iger, ja, bravo. Tu, ja. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? Mi dva skupaj, ja. Kdo preživi največ časa v garderobi? Bešo. Bešir, ja, sigurno. Kakšen je vajin skriti talent? Matec preseneti dostikrat s kakšno družabno igro, ki je izven okvirjev normalnosti. Ne, to ni res. Ti imaš pa za animacijo otrok, ja, tako najbolj. To je. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Jaz. Zava, ja. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? Ti ali pa deda, ne? Ne, deda ali pa ti, iskreno. Ja. Opišita drug drugega s 3 besedami. Zanimiv, šaljiv pa tekmovalen. Ti bi se strinjal s tem, da tudi Matec je tekmovalen, borben in faca. V nadaljevanju. Preverili bomo, kako se je Albert Riera poslovil od Celja in prve lige Telemach, Dejan Vokić pa se bo preizkusil v golgeter izzivu pod prečko. Začetek spomladanskega dela prve lige Telemach je najbolj zaznamovala selitev Alberta Riere v nemško Bundesligo k Eintrachtu iz Frankfurta.
Španski strokovnjak in nekdanji izjemni nogometaš je v zadnjih letih zagotovo poskrbel za dvig popularnosti slovenske lige, predvsem pa je v Celju dokazal, da lahko tudi slovenska ekipa igra atraktivno in rezultatsko uspešno tudi na mednarodni sceni. Triinštiridesetletnik je v prvi ligi Telemacha odvodil 101 tekmo in v 3 različnih obdobjih v slovenski ligi v povprečju osvajal po 2 točki na tekmo. Osvojil je 1 državni in 2 pokalna naslova. Vsekakor pa je poleti leta 2023 prav on postavil temelje za naslov Celja v sezoni 2024-2024. Pred odhodom v Nemčijo je Riera priznal, da mu je Slovenija zlezla pod kožo. Majorčan bo zavedno z zlatimi črkami zapisan v zgodovino Celja. V prejšnji sezoni je z ekipo osvojil pokalni naslov, v Knežjem mestu pa ne bodo nikoli pozabili, da so svoje ljubljence spremljali v četrtfinalu konferenčne lige in tam zelo namučili Fiorentino. S tem dosežkom so postali tudi najboljša ekipa v izboru za športnika leta v lanskem letu. Tako v Olimpiji kot v Celju je bilo ves čas jasno, da je Riera izjemen strateg. Vselej zvest svoji nogometni filozofiji. Na prvo žogo bi lahko dejali, da gre predvsem za napadalen nogomet, ob daljši analizi pa je potrebno opozoriti na vse avtomatizme v igri, izjemen protipritisk po izgubljeni posesti in tudi na zelo dodelano taktiko v obrambi, ki omogoča igranje na posest. V Celju je v zadnjem letu in pol do potankosti razvil svojo idejo, igralci so mu ves čas sledili, tudi sam pa je ob slovesu potrdil, da je na svoje varovance zelo navezan, predvsem pa je nanje ponosen. And I want to say something for my players. They're so good. They're organized, educated, disciplined. They know what they have to do with the ball, without the ball. And I said the last speech that I told them is they don't have problems. They just have issues. Problem not, because when you know what you have to do with the ball and without the ball, then it's not a problem anymore. It's just you have to do it, and sometimes you have to do it better or not. But this team has not any problem. I'm so proud of them because at the moment these players make me happy, and it's emotion to leave this team, but happy how they are there. Mr. Riera, thank you very much. Pri Rieri ni vmesne poti. Obstajajo samo tisti, ki ga obožujejo, in tisti, ki ga ne marajo. Saj veste, kako je. Za dobrim konjem se vedno praši. Njegova navezanost na Slovenijo ga je pripeljala tudi v položaj, ko se je govorilo, da bi morda lahko postal celo selektor slovenske reprezentance. To se na koncu ni zgodilo, pričakovano pa je sledil prestop na najvišji nivo nogometa. Albert Riera je pred izjemnim kariernim izzivom v eni izmed najmočnejših lig na svetu, od slovenskega nogometa pa se je poslovil zanimivo izjavo, na katero lahko gledamo tudi kot na nasvet.
Goalgetter izziv pod prečko tudi v zimskih razmerah. Radomljane smo obiskali v njihovem trening centru, v njihovem centru, kjer bo Maxi Prečko danes upal, da ga žoga čim manjkrat zadene, kajti vemo, ko je mrzlo, žoga še bolj boli. V zimskih razmerah Dejan, en povratnik še ob Harisu, ki je zadev vse žoge. Dejan, ti si bil z nami 2 leti nazaj, ko smo ciljali sredino. Zdaj te bomo izživali še z našim sodelavcem Maxijem Prečkom. Vse moraš zadeti, da se poravnaš z Harisom, je pa izziv kar zahteven. Zelo zahteven. Kaj bi dejal za napoved, kaj meniš o dosežku Harisa? Je šlo za neko srečo pri prvem poskusu? Sem ti povedal, zdaj po treningu ga bom poklical, pa mu bom ponudil večerjo. Če 10 poskusov mu dam, če še enkrat teh 5 zadam, ga kurem na večerjo. Viš, izziv v izzivu. Točno tako. To je prva liga Telemach. Dejan, vso srečo. Hvala. Odbila se je. Ne sme se odbiti. Mogel bi pogledati posnetek. VAR bomo VAR vključili. Koliko je ta za plus? Za krat 2. Zdaj, koliko te poznam, boš zadev to. Dan, mislim, da kar pokliči Harisa, ne? Da mu čestitam ali da ga bomo večerati? Da mu čestitaš pa, da mu potem postavimo še en izziv, ker zdaj že tudi mene zanima, če ni mogoče pretežko vse skupaj. Zmenjeno. Goalgetter izziv pod prečko, Dan, za en dan si team goalgetter. Ne vem, če sem bil goalgetter danes. Goalgetter si bil, nisi pa zadev lutke. Goalgetter sem bil, res. Evo, hvala ti za tvoj čas, pa srečno. Najlepša hvala vam, super, se vidimo. Evo, še ena spominska. Hvala. Dejan Vokić je naslednji, ki je spoznal, da je naš izziv letos zares zahteven, hkrati pa uvidel, kakšen dosežek je uspel vodilnemu Harisu Vučkiću. To je za tokrat vse, hvala vam za vašo pozornost, uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav, do prihodnjič.